Policijska sirena ima značilen zvok, ki naznanja, da se je zgodila ali prometna nesreča ali pa kakšno kriminalno dejanje, ki zahteva nujno posredovanje policije. Pri tem pa niti ne pomislimo, da znotraj policije deluje več organizacijskih enot, ki so glede na naravo dela ločene in pa tudi tesno med seboj povezane in delujejo tudi navzven kot en organizem. Eden izmed vitalnih organov tega organizma je tudi policijska specialna enota. Specialna enota je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna reševati najzahtevnejše varnostne naloge, pri kateri se zahteva najvišja stopnja izurjenosti, psihofizičnih zmožnosti, uporabe posebnih znanj in veščin, ki so povezani z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravljenje ali življenje ljudi. Življenje njenih pripadnikov je zato posvečeno tudi nenehnemu urjenju. Ne gre za nobene nadljudi ali rambote iz filmskih platen. Gre za anonimne policiste, ki so se zavestno odločili, da se bodo pridružili tej enoti, ki je vedno pripravljena na naloge z najvišjo stopnjo tveganja, tudi za ceno njihovih življenj. V ospredje zanimanja pridejo, ko se zgodijo resnično kričeči incidenti, ko je ogrožena varnost enega človeka ali skupine ali celotne skupnosti. Da lahko delujejo ubrano in učinkovito, se morajo nenehno uriti in obnavljati veščine, ki so potrebne za opravljanje najzahtevnejših policijskih nalog. Specialci so za javnost brezimene osebe, ki se v svojih akcijah pojavljajo zamaskirani, saj si tako zagotavljajo osebno varnost in varnost svojih najbližjih. Podlost ljudi s kriminalno preteklostjo ali nagnjenostjo je lahko brezmejna. Zato so utrinki iz njihovih usposabljanj za javnost še posebej zanimivi in vredni vse pozornosti. V specialni enoti slovenske policije je skupaj zaposlenih 92 delavcev, večinoma pooblaščenih uradnih oseb oziroma operativnih delavcev policije. Del njih je pokazal svoj košček priprav na vaji, ki so se udeležili tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec in direktor uprave za policijske specialnosti Robert Sušanj. Specialna enota pri opravljanju nalog uporablja za svojo mobilnost različna prevozna sredstva in sodobno opremo, ne samo orožje, saj le tako lahko razrešuje najzahtevnejše varnostne naloge. Uvodno predstavitev enote in prikaz vaj je opisal pomočnik poveljnika specialne enote Milan Pleško. Naša enota je organizacijsko umeščena v upravo za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. Enota kot enota, torej naša specialna enota, je pa sestavljena iz vodstva in pa 3 oddelkov, in sicer oddelek za operativno delovanje, potem oddelek za protibombno zaščito in pa oddelek za operativno podporo. Oddelka za operativno delovanje in pa protibombno zaščito sta namenjena za izvajanje operativnih nalog, vsak s svojega področja dela, medtem ko je oddelek za logistično podporo namenjen zagotavljanju logistične oskrbe enote pri izvajanju pogledih primerljiva z specialnimi enotami v... Lani je tako enota v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami izvedla 90 operativnih akcij, pri katerih je šlo v 5 primerih za nujno posredovanje. Specialci so sodelovali pri varovanju varovanih oseb, zaščitenih prič ter pri prevozu denarnih pošiljk in nevarnega tovora, pri prijetju oseb, osumljenih proizvodnje in prodaje prepovedanih drog, ropov, ogrožanje varnosti in izsiljevanja, v hišnih preiskavah, pri pregledih sumljivih predmetov,
deaktiviranju eksplozivnih naprav in preiskovanju eksplozij. Bombni tehniki so bili za nujno posredovanje aktivirani 52krat. Deaktivirali so 7 eksplozivnih naprav, opravili 7 pregledov sumljivih predmetov, 9 ogledov krajev eksplozij in 257 protibombnih pregledov ter 103krat zasegli ali prevzeli minsko-eksplozivna ali pirotehnična sredstva. V prvem polletju letošnjega leta je bilo delo enote zaznamovano s povečanim obsegom operativnega dela. Policisti specialne enote so tako sodelovali v zaključnih fazah realizacije in prijetja storilcev hujših kaznivih dejanj s policisti uprave kriminalistične policije, nacionalnega preiskovalnega urada in sektorji kriminalističnih policij posameznih policijskih uprav. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so pripadniki specialne enote izvedli 81 operativnih akcij. Naša uniformirana policija je pripravljena na... Organizacija operativnega dela specialcev je prilagojena 24-urni dosegljivosti v okviru rednega delovnega časa in časa pripravljenosti za delo, kar omogoča fleksibilno organiziranost glede na kadrovsko popolnjenost enote in varnostne razmere. Manjši del enote je tako večino dni v službi vse do 23 ure, poleg tega pa je tudi čez noč v enoti dežurni policist. Ko je možnost aktivacije še posebej verjetna, se omenjena ekipa specialne enote v službi še dodatno okrepi. V primeru poklica od doma, prva skupina ustrezno opremljenih policistov enoto zapusti v povprečju v 40 minutah, preostali pa najkasneje v približno 1 uri. V rednem delovnem času so policisti na odhod iz enote pripravljeni v 5 do 15 minutah. Pripadniki specialne enote so izjemno aktivni tudi na področju mednarodnega sodelovanja, zlasti v okviru mednarodnega združenja specialnih enot držav članic Evropske unije, EU Atlas, kjer sodelujejo v različnih delovnih skupinah. V letu 2010 in 2011 so sodelovali na mednarodnem tekmovanju specialnih in interventnih enot policije na Madžarskem v taktiki delovanja in strelskih veščinah, kjer so v preteklem letu zasedli prvo mesto. Letos so izvedli skupno usposabljanje vodnikov službenih psov specialnih enot iz Avstrije, Nemčije in Srbije, sodelovali pa so tudi z inštruktorji avstrijske policije pri usposabljanju slovenskih policistov. Izvrstno pripravljenost pripadnikov enote dokazujejo tudi z visokimi uvrstitvami na različnih športnih tekmovanjih. Med zadnjimi odličnimi rezultati je tudi dosežek na svetovnem prvenstvu specialnih enot policije Combat Team Conference 2011. Tekmovanja, ki je potekalo med 4. in 9. junijem letos v bližini nemškega mesta Köln, se je udeležilo več kot 40 specialnih enot iz vseh 5 celin. Slovenski specialci pa so bili v skupni razvrstitvi odlični drugi. Pri prvi vaji so prikazali lov za storilcema oziroma osumljencema kaznivega dejanja. Pri tem je pomembno vlogo odigral tudi policijski helikopter, ki je na kraj pripeljal policista vodnika službenega psa s svojim 4-nožnim pomočnikom in policista s Stingerjem, sredstvom za prisilno ustavljanje vozil. Približuje se vozilo storilcema oziroma osumljencema kaznivega dejanja. Njuna pot pa se bliža koncu, saj ju policisti že pričakujejo v zasedi. Sledila je blokada s policijskimi vozili in prijetje osumljencev. To je bil prvi scenarij v prikazani vaji. V drugem pa so pokazali vajo vdora v stanovanje, kjer so bili ugrabitelji. Pripadniki enote so uporabili ovna, sredstvo za mehanično odpiranje vrat in šok bombo. Nato vdrli v notranjost in seveda z odločnimi ukrepi onesposobili in prijeli ugrabitelje. Prikazali so tudi oskrbo ranjenca v takšnem posredovanju.
kdo želite se razjaviti, imate pravico do govornika. Na vašo željo odsek prostosti obveščamo vaše najbližje. Ste me razumeli? Ja. Transport! Kolena! Pripravljeni za evakuacijo. Gremo. Za javnost so predstavili tudi opremo, ki jo uporabljajo v oddelku za protibombno zaščito. Posebej so ponosni na daljinsko vodenega robota. Lep pozdrav. Na tej točki bi vam rad predstavil nekaj stavkih delov oddelka za protibombno zaščito in pa del opreme, ki jo uporabljam pri svojem delu v bombni tehniki. V oddelku za protibombno zaščito, ki je del specialne enote, je sistemizirano 17 delovnih mest. Večina teh delovnih mest je inšpektorskih, torej za delo pri nam potrebujete 7. stopnjo izobrazbe. Glavna področja našega dela so intervencije ob najdbi eksplozivnih in zažigalnih sredstev, protibombni pregledi ob obiskih pomembnih politikov in pa o pomembnejših dogodkih. Poleg tega sodelujemo z kriminalistično policijo pri preiskavi kaznivih dejanj, v kateri so tako ali drugače udeležena eksplozivna sredstva in snovi. Prav tako opravljamo oglede krajev eksplozij, opravljamo tudi veliko izobraževanj po programu bombni preglednik, bombni operater in pa bombni tehnik. Tako je na kratko glede našega dela. Zdaj pa, če stopimo do opreme, najprej vidimo tu prenosni rentgen, to je vir sevanja, plošča, s pomočjo tega preslikavamo razna eksplozivna sredstva in pa sumljive predmete in na podlagi rentgenograma, en rentgenogram imate tu gor, si ga lahko pogledate, se odločimo za naše nadaljne ukrepe. Če gremo naprej, protibombna obleka, kadar ne moremo opraviti naloge z robotom, pač moramo pristopiti neposredno k predmetu, oblečemo to obleko, tehta približno 35 kg, kar pomeni, da je delo v njej zelo oteženo. V čeladi je zato vgrajeno prezračevanje in pa gretje stekla, zato da se nam vizir ne zarosi. Naprej, del našega področja so tudi bojni strupi in pa radioaktivne snovi. Ta namen uporabljamo plinotesne obleke in pa dihalne aparate. Vse to troje lahko kombiniramo. Se pravi, lahko smo v protibombni obleki, ki nas ščiti pred eksplozijo, in pa v plinotesni obleki skupaj z dihalnim aparatom, da smo varni pred sevanjem oziroma pred bojnimi strupi. Za aktiviranje eksplozivnih snovi uporabljamo različne detonatorje. Te detonatorje pa aktiviramo z temi profesionalnimi daljinci. S temi daljinci lahko prožimo detonatorje tudi do kilometra zračne razdalje. Tukaj od spredi vidimo manipulatorsko roko. Glede na to, da nas ta protibombna obleka ne varuje 100% pred eksplozijami, se pravi, če smo tik zraven eksplozije, je velika verjetnost, da bomo poškodovani ali pa celo umrli, zato je vsak centimeter razdalje zelo pomemben, ki ga pridobimo. Zato uporabljamo to roko, se pravi, v protibombni obleki vzamemo to manipulatorsko roko in imamo 3 različne gibe, ki jih lahko s tem upravljamo.